Idejo za najin projekt sem dobil, ko so se jaz in moja mama lansko leto odpravila na Grintovec v Kamniško-Savinjskih Alpah. Na poti nazaj naju je začela loviti tema. Tako sva pol ure zapravila za beg pred temo, namesto ogledovanja narave. To je bila grozovita izkušnja in takrat sem si želela, da bi najine palice čudežno zasvetile. Zato sva se odločila, da ta problem rešiva. Med reševanjem tega problema so se nam začeli odpirati mnogi drugi. Eden glavnih je, da se več ljudi odpravlja na dolge proge in ko so cele dneve na nogah, si želijo imeti čim lažji nahrbtnik. In k temu pripomorejo naše Urvi palice, saj naš izdelek združuje 2 kosa opreme v enem. Palice sta združeni svetilka in pohodne palice. Tretji problem, ki sva ga opazila, pa je, da se vse več ljudi v hribih znajde v situacijah, ker je njihovo življenje ogroženo. Baterija na telefonu pa je prazna. Vse te probleme smo poskusili rešiti s čim bolj praktičnimi rešitvami in tako so nastale Urvi palice. To so pohodne palice, ki imajo vgrajeno napravo, ki bo samodejno napajala baterije za zagotavljanje stalnega vira električne energije. Naprava bo delovala po principu dinama. S to energijo, ki nastane med hojo, lahko napajamo svetilko. Vi ga slišite? Ne. Halo? Vid. Mislim, da smo ga izgubili. Boš nadaljeval Urban? Urban, ja, predlagam. Tudi jaz tako. Boš nadaljeval kar tam, kjer si? Jaz sem ustavil čas. Bo šlo? Ja, lahko, no problem. Okej. Kadar si pripravljen reči. Ojej. Ja, Vid nazaj. Ja. Vid. Bo potem Vid nadaljeval, ko je bolj ozuren. Ja. Vid nas slišiš? Ja. Zgubili smo te pri unem problem rešitev. Zdaj šeraš prezentacijo? Vid, ponovno se ne slišimo. Halo? Ja, jaz imam 2% baterije tole. Da se na prenosnike sem, ne vem, če bomo... Ja. Kje je Vid ostal? Pri problem in rešitev. Eno nazaj, tle. Tukaj? Do kje smo slišali Vida? Do tukaj in je šel naprej, kar predi na 4. slajd, ker boš predstavil tako, kar boš predstavil, evo. Gremo, si pripravljen? Kaj je ostal Urvi so pohodne palice, ki imajo vgrajeno. Ok, gremo. Urvi so pohodne palice, ki imajo vgrajeno napravo, ki samodejno napaja baterije za zagotavljanje stalnega vira električne energije. Naprava bo delovala po principu dinama. Nastalo energijo lahko napajamo luč ali pa napolnimo telefon prek USB huba, ki je na vrhu palice. Palica bo narejena iz karbona, ročaj pa bo narejen iz umetnih mas in iz plute in umetnih mas za boljši oprijem. Kot vidite, bo imela tudi polnilno baterijo, ki se nahaja v ročaju. Le luč ali le trak bo napeljan vzdolž palice. Naša glavna konkurenca so take čelne svetilke ki pa so zelo neudobne in veliko ljudi tiščijo v glavo. In takele svetilke, ki pa so zelo težke in nepraktične.
Na trg bomo vstopali preko športnih trgovin. Palice bomo prodajali po športnih trgovinah, oglaševali pa jih bomo z oglasi, ki jih bomo objavljali v revijah, kot so Polet, Planinski vestnik in revija Avantura. Objavljali bomo tudi na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije. Dogovorili se pa bomo za objavo našega oglasa na spletnih straneh Planinskega društva. Obiskali bomo tudi sejem Alpe Adria, kjer bomo našim novim kupcem podarili poseben sejemski popust. Veliko priložnosti za promocijo vidimo tudi v ultra trailu Vipavska dolina, na katerem tečejo najboljši ultratriaši. Promocijo bomo izvajali tudi s pomočjo vplivnežev s področja športa, predvsem z gorskega teka. Cena pohodnih palic Urvi je 105 €, strošek na enoto pa je 35 €. V prvem letu bomo prodali 1650 palic Urvi in s tem ustvarili 74 000 € dobička. Urvi palice so ljudem, ki želijo hoditi varno, lahkotno in brez skrbi. Zato bomo v prihodnosti palice prilagodili še za starejše in njim omogočili njihov varen korak. Našo idejo so pohvalile številne izkušene osebe z področja športa in pohodništva, kot so Cvetko Všaj, predsednik Planinskega društva Ajdovščina, Andi Mamić, znan ultratrialjaš, Ljubaš Gavec, ki je že večkrat prehodil pot El Camino, in Vidova teta Lucija Karkoč, ki je bila druga na SP v gorskem teku. Naj povem še nekaj o ekipi. Začnemo z mano. Jaz sem vodja nabave in proizvodnje, sem nadarjen, rad nadziram delo, jaz se tudi rad sprehajam s svojim nonotom. Vid je vodja marketinga in prodaje, je iskalec praktičnih rešitev, zelo iznajdljiv in odličen v opisovanju stvari. Rad bere in teče kros. Če vas tema ulovi, brez skrbi, Urvi poskrbi. Hvala za pozornost. Okay. In če imamo še čas, bi pokazal slike našega prototipa. Res na hitro. Se vidi sliko? Ne. Ne? Treba bo po mojem share screen izklopiti. Okay. Zdaj vidite? Ne še? Zdaj vidim, ja. Okay. Imam tudi video. Nimamo časa za video, žal. Moramo malo zagotavljati, da imate vsi enake možnosti, kar se tiče časovnega. Tako da mi je žal, imate pa 5 minut časa za vprašanje komisije. Marlen, boste vi prva? Lahko. Evo, predajam besedo. Ja, pozdravljen Urban, lepo si rešil zadevo, vedno je pomembno, da je ekipa, da se lahko nadomeščate en drugega, vidi se, da ste skupaj to z Vidom počela, tako da ti ni bil problem prevzeti, malo nam je tehnika nagajala, nič za to. Ja. Moje vprašanje bi bilo, Vida imamo nazaj, pozdravljen Vid. Moje vprašanje bi bilo v smeri, ali omogočajo te palice, se pravi, ali se omogoča polnjenje tudi, če se gre na mal ne tako dolge sprehode oziroma pohode, ker govorimo o ultramaratoncih in o pohodih 5 in več ur, ali recimo, ne vem, če gre nekdo na manjši, na krajši pohod 2-urni, ali se tudi toliko napolni ta baterija, oziroma ali je to predvideno, da bi potem vsaj za neko tisto minimalno, kaj vem, za ene pol urce pa zadoščalo, da če se znajdem v temi in potem, da mi omogoča varno pot. Ja, mi da smo mislili na tako, kad bomo imeli malo boljši prototip narediti, kakšen tak poizkus, koliko ur hoje in koliko minut sveti, ne? Tako da tu nimamo še, smo imeli v načrtu, no, tako. Ja, drugače je ideja odlična, tudi kar se tiče polnjenja telefonov. Vemo, da večina nas zdaj pač telefon nosi zraven in da je to težava, ne, da se nam sploh na daljših pohodih seveda to potem sprazni.
tako da čestitke za idejo. Jaz sem še potem recimo imela vprašanje, prototip, tam razlagata na skici o LED diodah. Tukaj na prototipu je bolj vidno, da je to v obliki ene svetilke, ki sveti v tla. Ali je to mišljeno, da bo v bistvu svetlo naprej, ali bo to v tla? Kak je v bistvu, vse vem, da je še vse stvar razvoja, ampak v kateri smeri razmišljate? Mi smo si zamislili, da bi bil LED trak pač nameščen tako, da bi svetil predse, da bi bil pa tudi primeren za šotor, da bi ga lahko pač palico nekako dali, pač da bi osvetlilo šotor. Aha, odlično. Hvala vama. Predajam besedo Roku. Ja, hvala za tole predano besedo. Najprej tudi čestitke z moje strani, glede na to, da sem zagrizen hribolazec, je tole ena taka res unikatna zadeva, ki bi si jo vsak pohodnik želel imeti s seboj. Majčkeno ste že načeli moje vprašanje, v bistvu tisto, kar sem ga imel, kako rešujete predvsem z vidika svetlosti to, ne? Na prototipu se vidi, da je usmerjeno bolj v tla. A je dovolj svetlosti, da vidiš pred seboj, no? Ne, ko že stopiš, ampak če sta preverila to gibanje, mislim, to je verjetno sta tudi v praksi nekako preverila, da teče. Malo si težko zdajle predstavljam, da si osvetliš vse skupaj, ko premikaš, tako da majčkeno, če mi opišete, kako to izgleda, no? Ja, jaz sem si mislil, da ledice, če tista lučka sveti, da pride do tam, sem si mislil, da tiste ledice bi svetle tako 20 centimov, kar je pa dovolj, da se ne spotakne čez kamen, ne? Ja. Za neko silo je, ne? Ja, razumem. Mogoče še dodatno vprašanje. Se pravi, baterija. Zdaj hodiš, polniš, koliko časa pa drži, če to stoji pri miru, recimo za to osvetljevanje, ki ste si ga umislili tudi v šotoru? Ja, to sem že prej povedal, da sva imela v načrtu, kad bomo naredili en boljši ta prototip in nismo mogli iti v trgovino nikamor kupiti tega materijala za prototipe in to. In ne vemo, smo imeli v načrtu to probati. Še vprašanje, bodo zložljive ali bodo v enem kosu? Ne, bomo naredili tako, da bojo zložljive, da bo lahko šle, da bo velikost osebne prtljage na letalo. Aha, super. Majčkeno sem se pol še v stroške noter poglobil in sicer tukaj piše, da bo cena približno 30 € na kos, 35. Ja. Se bo na dolgi rok to še kaj zniževalo? Bo ostalo isto? Pri večjih nakladah, recimo. 15 sekund. Ne vem, bomo videli, kako bo šlo pač bolj pole, ne, zdaj to ne moram reči zdaj, kako bo šlo, ne. Ok, drugače res pohvalno, no. Ideja je na mestu, tako da z moje strani sem zelo vesel, da sta jo razvila, no. Hvala. Se vidimo jutri. Adijo. Živijo. Lep pozdrav.